To je Bestov VIP intervju. Dober dan na Bestu, 13 imamo čez četrto in v najni družbi v Best popoldnevu dama, ki je lani prejela nagrado Rumeli, upam, da sem to prav naglasila, v Istanbulu za najboljšo izvajalko na Balkanu in je bila po izboru Harper's Bazaar Srbija ženska leta 2024. Ena in edina Senida. Hello. Rada bi se videla na TV. Se štima, ok, se vidimo se. Dobar zgledaš. No, 9. aprila imaš rojstni dan. Res je. Okroglo. Ja, končno. Ne, te cifre so mi bile zdaj kar neki. Tako, ja, 5, mislim, 5 je še ok. 6, 7, joj, kdaj bo 40, ne? Mislim, da bo okroglo, joj, zdaj sem že povedala. V redu. 30. 30? Ja, 30. Jaz se drugače te hotela vprašati, ker res dobro zgledaš. Joj, thanks. In jaz ti ne bi dala več kot 30, ne? In pa sem tako, ne, res? Mislim, se to ni veliko, ne? 40 ni veliko, to so najlepša leta. Ne, se ne sekiram, sploh se ne sekiram v bistvu, sploh se ne sekiram. Tvoja babi je pred kratkim praznovala 100 let. Res je. Vse najboljše, babi. Ja. Ena taka lepa starost. Ja, babi, vse najboljše. A ona tudi posluša tvoje komade? Ona bolj slabo sliši zdaj. Ja, no. Tako da... gleda pa, vidi recimo kakšne te podelitve nagrade ali pa kakšne spote in pol je in pol me pohval, reče, ja, lepo si bila oblečena, ker se nisi slekla, pa tako, babi po moje kakšnih spotov ni videla. Ej, povej mi, spremljaš košarko? Ko ne spim, pa ja, malo pogledam, ampak drugače spim, jaz rajš spim, po noč spim. Ok, tvoj prijatelj Luka Dončić, ne? Yeah. Odkot ideja za komad 77, oziroma ja, njegova številka je, ne? Ampak kako je prišlo do tega? Vidva sta prijatelja od prej, ali... Ne, mi da se sploh poznala niso. Jaz sem šla enkrat do njega, ti sploh ni vedel, kdo so. Se lahko spoznava, pa je gledal malo, kdo si ti? Ampak se je verjetno dojel, tako da, ne vem, jaz sem se v bistvu z njegovim očetom, Kacafura pa njegov oče sta bolj v kontaktu, pa so mene poklicali, če bi naredili kaj za njegov rojsten dan, in smo se usedeli v studio in smo naredili komad, bil je nek drug tekst, jaz sem mogla malo spremeniti, tako da meni se zdi tole zdaj ful bož zveni, kar je bilo tisto, ki je bilo v štartu mišljeno. Ej, kad smo že glih pri teh znanih, ne? Recimo, koga bi ti rekli, da imaš najbolj slavnega v svojem imeniku na telefonu? Imam, sam ne povem. Ker jaz si jih tudi shranim tako, da sploh ne vem, kako sem si jih shranila. Vem, da imam eno jelo noter shranjeno, veš, tako da imam ful enih... Fulanih ljudi. Ja, imam. Sam se pravim, jaz jih vedno tako shranim, nikoli se jih ne shranim po imenu, po priimku, vedno se jih shranim po nek nadimak jim dam. Ok. Da pač, če mi slučajno ukradejo telefon, da ne morejo vedeti. To je pa v bistvu zelo pametno, ne? Jaz o tem nikoli nisem razmišljala. Ja. Povej mi, kdo je tvoj najljubši tuji izvajalec? Joj, trenutno Peso Pluma. Ok. Nisem še slišala za njega, priznam. Excuse me. Ja, pa resno. Tip je iz Mehike. Ja. Pač ima to malo bolj njihovo musko, malo tradicionalna mešana, ne vem, s trapom. Ful dober, no. Zelo dober. Jaz pač sam njegove albume zdaj po moje že en let poslušam, če ne še malo več. Ja, vsakič, ko grem v gost, si dam Peso Pluma, ja. Ok, bom pogooglala. To moraš, ful je dober. Kaj pa tvoj najljubši domači izvajalec? Dino Merlin. Valjda, mislim. Kakšno je to vprašanje? Ja. A se ti je kdaj zgodil kaj nenavadenega tako na kakšnem od nastopov? Ne vem, s kakšnimi fani recimo ali pa kaj? A zdobila kakšen modrc na oder, ne vem. Sam. A tudi? Dober. Sam modrc, sem tudi čik, ja. So bili tudi, mislim, so lepi dogodki oziroma pač lepi momenti, pa malo bolj, pa malo grši, no, tako. Ampak, razumem. That's the job. Veš, pač ti si tam izpostavljen, zdaj pa...
Lahko sam pač moliš Boga, da te noben ne poškoduje. Ja. Ampak tam si, no. Kako izgleda tipičen nedeljski dan Senide? Kaj delaš? A je to dan, ko se sprostiš oziroma si vzameš cajt zase? Kako izgleda tvoj navaden dan, ko nisi, ne vem, ko ne hodiš okoli, ko ne poješ okoli, a veš, ko ne snemaš, ne? Ful, navaden dan, čist navaden dan. Zbudim se, pa ne vem, še 2 uri ležim v postelji, ker se mi ne da vstati. A ja, ok, zdaj pa cajt na stranišče, sem pos, ne vem, a grem na stranišče, pa se vrnem nazaj v posteljo, ali grem kar na kavč, obvezno požgem TV, tudi če ga ne gledam, TV vedno delam, mislim, TV mora delati, ne. Ja. Kaj delam? Nič, se pravi, se presedam, tako kot prava Črnogorka iz postelja na kavču na pol ležim, požgem si Netflix in pač sem na telefonu. Netflix dela, Senida je na telefonu. Ne vem, zrihtam si kakšno, ne vem, pokličem, mislim, grem na masažo recimo, naročim si hrano. To je recimo idealen dan, ne. Včasih je malo manj idealen, pa se moram z nekom še dobiti, a ne. Ne, se hecam, rada se družim, sam včasih imam res dneve, ki mi pa še res sama biti. Ampak ja, grem v kino recimo, rada grem v kino, malo manj imam rada, če mi nekdo zasede v prostor, ki se dvignejo po še noge, a veš. Ampak rada gledam filme, ok, doma jih zgledam, ne gledam, ker pa sem na telefonu cel cajt. To je to. Rada grem, ne vem, malo na Rožnik, to je to. Ok, kaj si Senida poje Potušem? A poješ svoje komade, a imaš... Ali poješ tega gospoda iz Mehike, ki sem že pozabila, ko mu je ime? Peso Pluma. Peso, tako kot pesa. A Peso mu je ime? Peso, ja. Ok, Peso. Pluma. Peso, Pluma. Okay. A ni hudi ime. Ne, drugače res, ja. Ti imaš še jačo muziko. Kaj si prepel? A veš, da si razmišljam, ko se pa spomnim, zdaj si nič. Veš, zdaj je tako vse to kratko, ali pa kar nekaj se malo vse sama s sabo pogovarjam, v bistvu, kaj bom povedala, ja, v bistvu imam jaz kar nekaj intervjuje na Potušem. Prve 2 albuma sta posvečena tvoji mami. Je res. Ja. A je Sen i dah prvi album, ki je posvečen tebi? Ja, mislim, se je prva 2 sta bila tudi nekako meni posvečena, da sem lahko dala nekaj malo ven iz sebe, da sem dala nekaj za osebo, ki mi je pomenila pač cel svet. Tokrat pa ja, to je mogel ven iz mene pridati, če ne bi počela. Lani, ne vem, nisem opazila, ampak jaz sem imela zelo tak težek cajt. Težke momente, no, sem imela. Ja, sem čez pretrpela, sem v glavnem vse živo, tako da... Koliko cajta si delala na albumu? Jaz sem mislila, da v bistvu na 3 leta, da sem izdala zdaj 3. album, da izdajam albume na 3 leta, ampak ni, na 2 leti. Lani je bilo, drugi album je bil 22 konc leta, ta je pa 2025 začetek. Koliko časa je, ne vem, ponavadi, ki izdam album, se polno ukvarjam, 1 leto se zihrno ukvarjam s tem, kdaj bo album, kjeri komadi bo za album, v glavnem se osredotočam na nove single, pol pa počasi čez, ne vem, let pa pol, 2 leti se začnem ukvarjati s tem, tako da rečemo, ne vem, kaj, pol leta, malo več, ne vem. A bo v tem letu padel še kakšen duet? Ja, v planu je, jaz imam posnet vse, tako da... Res? Ja, jaz imam še spod posnet. A nam lahko zaupaš s kom, ne? Ne. A lahko namigneš, zdaj Ne vem, a veš, nič ti ne bo pomenil, karkoli ti rečem. Lej, počakajte malo, pa boste slišali, videli. Je pa malo drugače od vsega. Kar sem do zdaj delala. V redu. Pa jaz bi še nekaj, jaz bi še z enim... S kom? S kom bi delala? S kom? Halid Bešlič. S Halidom, res? Jaz bi z njim posnela komad. Okay. Meni bi bilo to top. Ok, zdaj opcija je, da ga pokličeš? Prečeš Halida? On bi rekel, jaz sem prestar za te stvari. Ne, verjeten, ne vem. Z Merlinom bi itak, jaz bi plato z njem naredila, če bi lahko. Okay. Ampak Halid Bešlič mi je pa tako...
dober glas, pa res lepe komade ima. No? Ni preveč. Tam, ne, tako, ni preveč tistega, kar pač meni ni všeč. On mi je pa tako bombonica, no, pač njega bi, z njim bi posebej. Razumem. Ja, se to je on. V tem novem albumu je veliko enih čustev, emocij. Sama si rekla, da se skozi glasbo najlažje izražaš. Odkje inspiracija? Se pravi, to so tvoji osebni občutki, si mogla dati ven, tako kot si prej rekla, ali... Sem mogla dati ven, če ne bi počela. Pa ne, pa tudi meni je bila to kot neka terapija, ker sem mogla vse to prepevati in poslušati. Čeprav je bolelo, itak. Zdaj imam bolino. Zdaj, ko je šla enkrat to ven, je boljše. To sem ti hotela reči, da se mi zdi fantastičen naslov albuma. Pač. Ja, presežem. Ja. Ne, res. Rekla, mislim, halo, tle imam, vse imam napisan že, tle napisan, zakaj ne bi izkoristila tega. In tudi komadi so tako, kot smo prej omenili, ne, polni emocij, čustev, točno taki, ljubezni. In tako, sen in dah, dejansko, a ne? Ja, ker nisem vedela zdaj, a če mit, se pravi, sem imela bez tebe, za tebe, kaj bom, za sebe, ali kaj čemo, gremo mi pač v drugo zgodbo. Mislim, pač to sem rabila, ja. Eno pod vprašanje imam, ne, čistko randomly. Koga bi si pa ti želela spoznati najbolj tako, od, ne vem, naših izvajalcev na Bestu, recimo, ali pa teh estradnikov? Zihar si jih spoznala že en cel kup, ne? Ampak tako, a imaš še kakšno željo, koga bi si želela spoznati? Že sem spoznala Rambo Amadeus. A res? Ja, njega bi si želela spoznati, ker me je tak nor. Ja, simpatični ljudje. Ja, simpatičen norc. Pa tako, pač mislim, da bi se lahko marsikaj naučila od njega. Imela si koncert, prvi samostojni koncert v Beogradu. In tam si tudi zapela en komad iz novega albuma, Sunce sije. Tako je. Okay. In pa je publika to lepo sprejela. Ful lepo. Mislim, jaz sem imela slušalke ves čas noter, nisem slišala ljudi, ampak pol recimo, ko sem gledala posnetke Stašmajdana, sem pa v bistvu slišala tudi ljudi, tist, kar pač na špilu nisem mogla. In sem bila kar presenečena, no, pač ljudje ne poznam, ampak sprejmejo, ne, že takoj podprejo. Zdaj, ko si posnela ta novi album, ne? A si vzela kaj cajta za oddih, kaj počivaš, ali imaš kakšne projekte za naprej, ali... Jaz sem se spočila, ene projekte sem že prej naredila, že lani decembra sem nekaj naredila, tako da zdaj sam čakam ta prav moment, oziroma čakam tudi druge ljudi, da dajo zeleno luč, zdaj zaenkrat imamo rdečo, tako da to se čaka, to zdaj upam, da bo kmalu, ful je dober, jaz si končno želim, da nekaj tazga pride ven. Kaj pa bi zdaj, se pravi današnja Senida, kakšen nasvet bi dala svoji 4-letni Senidi? Ok, 4-letna Senida. Mislim, 4-letni, mogoče najbrž no, najbrž ne, ali pa recva 15 let. Bod pogumna, 18 recimo. Bod pogumna, ne biti sramežljiva toliko. Čeprav mogoče mi je ta sramežljivost pomogla. Mi je pomagala. Ja, mi je pomogla. Ne vem, je kdo kdaj videl Senido sramežljiva? Ja, ne, ja, vi ne, kakšni ja. Sem tudi malo sramežljiva. Ampak ja, sam pogumno naprej, pa ne sam za sebe, ampak za vse punce, ne. Pogumno naprej v to, kar verjameš. Sam pogumno naprej. Don't be afraid to expose yourself. Všeč mi je novi album. Hvala lepa. Ja, sama si rekla, da je malo drugačen od prejšnjih dveh, se pravi najbolj čustveno zrel. Najbolj čustveno zrel, ja. No. Ja, povzemam, ne vem. Ampak ja, najbolj čustven, pa ja, najbolj odrastel. Eden od komentarjev pod tvojim enim videom oziroma komadom je bil, da si v bistvu Dino Merlin v ženski obliki. Ja, a veš, da sem si to vedno želela. Ker pač mi sem želela. Meni je bila njegova muska the best in jaz sem hotela sam tako musko delati. Pač to, kar je on meni dal, to jaz hočem dati. Ja, razumem. Ja, ne vem, ful je lepo to slišati. Duet sta naredila? Ja. Kdo je koga poklical? Kako je to? A res? Kako je bilo to? Mislim, sta se kje srečala? Ali ne, nisem se srečala, on je mene poklical, mislim, njegov menadžer je meni pisal
Se pravi, enkrat mi je pač pisal, dobila sem en message in jaz, ok, nekdo se heca in se pogovarjam tam z enimi ljudmi in pravi, ne, on ima res enega menadžerja, kako mu je tako ime in jaz, ok, nič, mu bom pisala in po mu jaz čez en mesec pišem, me on v istem, se pravi, jaz sem že začela pisati SMS in me ta tip kliče. Se pravi, pač nekako sem ga preklicala in mi je rekel, ja, da on je... Jaz sem mu takrat pisala, v bistvu sem rekla, oj, zdaj nimam cajta, zdaj nimam cajta, jaz imam zdaj ful enega dela, se lahko slišva malo kasneje, vas jaz pokličem in sem ga pol poklicala, oziroma message pisala, me je on v tem cajtu poklical in je rekel, lej, Dino te bo poklical zdaj, sam da veš, jaz poprosim. Pa sem sam čakala na njegov klic, jaz sem pač ne vem, koliko krogov sem naredila v stanovanju, res sam, dole. Tako da ja, on je mene poklical. Če va Dino Merlina, ne? Senida, hvala. Hvala tebi. Obožujem te, vsi te obožujemo, ful smo veseli, hvala lepa za tale obisk. Ful, hvala.